Dober večer, spoštovane gledalke in gledalci. Današnji gost je predsednik uprave Perutnine Ptuj, Tibor Šimunka. Pozdravljen. Pozdravljeni. Govorili bomo o slovenskem gospodarstvu, kajti dejansko lahko skozi vašo biografijo pravzaprav skoraj vse, razen turizma, veje gospodarstva damo skozi. Bili ste v proizvodnji avtomobilskih kemp prikolic, potem v slovenski industriji jekla, dolga leta prvi mož in sedaj ste v proizvodnji piščančjih perutničk v Perutnini Ptuj. Tibor, najprej povejva, da ste rojeni Lendavčan. Tako je, ja. Ampak zelo kmalu, in to zaradi športa, ste zapustili rodni kraj in se preselili v Ljubljano in tam ostali pravzaprav celo življenje. Pravzaprav s 13 leti me je pot odpeljala v Ljubljano. Bilo je to tudi zame presenečenje. Nekako sem si predstavljal, da bom srednjo šolo oziroma gimnazijo hodil v Murski Soboti. Vendar takrat me je nekje na prepričevanje očeta pot zapeljala v Ljubljano. Olimpija vas je speljala, Ungarijo, Mirko. Tako je, ne. Bila je tudi rahla zamera, tudi jaz sem osebno bil razočaran takrat, nekako, ker smo bili nek dober tim skupaj z soboškimi igralci, bili bi takrat... Jožek Žekšov je takrat bil... Jožek Žekšov je bil tako najmočnejši takrat člen. Igralec, ja. Pa kdo še je takrat igral? Vinčec? Vinčec je malo mlajša generacija, ja. Gumilar je bil, Benko je bil. Mi bi bili takrat daleč najmočnejša mladinska ekipa v Jugoslaviji, tako da nekako je bilo to neke vrste razočaranje. Ampak dobro, danes, ko se ozrem nazaj, pač nikoli ni dobro, da ti je žal za neko pot, ki si jo prehodil. In v Ljubljani sem se pač seveda potem v Olimpiji nekaj časa športno udejstvoval, kasneje je bil tudi predsednik kluba Olimpije, potem na mizo Teniške zveze in s ping-pongom sem pač bil dolgo leta povezan. Prej, ko smo se dogovarjali, ste rekli, obljubili so očetu, da me bodo izšolali. So držali besedo? So držali. Do konca, vse. To je bil verjetno tudi ta najmočnejši magnet. Moj oče, pač jaz ne izhajam iz neke bogate družine. V tistem času je to veliko pomenilo, da imaš pokrite stroške šolanja. In seveda očetu se ni smelo oporekati in njegova beseda bila zadnja. Kje ste pa v Ljubljani živeli? Kam so vas nastanili? Pri trenerjevih starših. Tam sem imel pač plačano namestitev, prehrano in to je v tistem času bilo tudi kar precej. Kdo vam je bil tam trener? Franc Usenik, žal danes pokojni. V tistem času je bil on glavni trener Olimpije. Bil je ena taka tudi ikona kot Mirko Unger v Murski Soboti, oziroma oba dva skupaj. Brez takih ni nič, ne? Brez takih entuzijastov ni nič, ne. In tudi danes vidimo v športih, kjer mladino, da tako rečem, zagrabijo taki entuzijasti, potem tudi kasneje je velika garancija za uspeh. Če pa samo sistem, ki je tak ali drugačen, pelje igralca, verjetno ni uspeha. Povejte mi, kaj lahko rečete, je bil največji vaš rezultat v športu? Dobro, v tistem času, kar se tiče... Mladinski prvak, slovenski. Zdaj lahko rečem, odkar smo samostojna država, ne, da sem bil v vseh kategorijah državni prvak. Razen članske. Razen članske posamične. Drugače pa v vseh kategorijah državni prvak. Bil sem takrat v mladinski reprezentanci jugoslovanski. To je bilo nekako pa ta preskok iz mladinske v člansko mi ni čisto ratov. Je pa tudi res, da tudi sam nisem verjel, da je z namiznim tenisom moč živeti ali pa od tega živeti v tistih časih. Tudi to ni bil dobro plačan šport, tudi danes verjetno ni, ne, v primerjavi z nekaterimi drugimi. Verjetno so zdaj razmere še slabše kot takrat. Po moje še slabše. Takrat je bilo vsaj sistemsko močno. Da so vam lahko omogočili šolanje, recimo danes več ne morejo, več ali manj. Se strinjam z vami, danes tega v tem športu ni moč. Ampak šport pa vendarle človeku neke stvari da za poznejše življenje, zaradi katerih je lahko boljši študent, bolj uspešen v poslu, ima več poznanstev in tako naprej, kaj ne? Vse to drži, ne? Od tega, da si navajen nekega rednega dela, da veš, da za nek rezultat moraš nekaj dati oziroma žrtvovati. Da znaš spoštovati oziroma razumeti poraze in tudi seveda se veseliti na ustrezen način nekih dosežkov ali pa zmag.
Da glih ne In pa pljuvaš seveda po tudi- tisti, ki so zgubili, ne? Ja, in pa tudi krog poznanstev, znancev je pomembna stvar. Ne? Nekako verjetno tudi moja kariera, lahko da je v nekem smislu, zdaj težko jaz ocenjujem, kdaj, kateri je bil moment, da me je nekako katapultiral v ta svet menedžerstva, ampak verjetno tudi neko poznanstvo v nekem določenem trenutku pripomore lahko k temu. Verjetno, zdaj, ko ste bili, pa ste še v vodilnih strukturah tega menedžmenta, če pridejo mladi kadri, pa verjetno mu bolj lahko zaupaš, če veš, da ima neko športno kariero za sabo, ker veš, da je sposoben garati za rezultat. To je ena garancija, sigurno. To je ena garancija in ta prvi kontakt je lažje potem, ker zaupaš nekomu takemu več kot sicer nekomu, da tako rečem po domače z ulice. Ki se je samo piflal, pa je prišel, pa nikdar nikjer nihče ni slišal za njega. Ne? Šport se krepi, šport jekleni in je ena dobra baza. In bi zdaj, svetoval vsakemu. Če nadaljujemo v tem stilu, tudi v teh najinih letih vi športa čisto pustili niste, ne? Čisto ne, ampak je zelo, zelo, bom rekel, rekreativne narave ali pa značaja. No ja, zdaj, da bi glih svetovne rekorde postavili. Ne, ampak tudi nisem v tem smislu. S katerim športom se zdaj bavite? Malo s tenisom, malo s kolesarjenjem, pohodništvo mi je tisto, kar mi je, ampak to ni šport, ne, v tem smislu. Tudi kolesarjenje ni na neki višji ravni, ampak je to bolj ljubiteljsko. Imel sem prijatelja, imam ga še zmeraj, ampak ki je takrat, ko se je z vašimi soigravci ping-ponga pogovarjal, on je bil košarkar, je rekel, pa kaj se vi idete? To je šport. Čeprav zahteva ping-pong zelo dobro telesno pripravljenost, kaj ne? Ja, neko vrsto eksplozivnosti zahteva, ne? Hitrost, hitro reakcijo. Refleksi so zelo pomembni. Samo vzdržljivost ni tako pomembna. Ne? Te dolgotrajne vzdržljive komponente ni toliko prisotne v ping-pongu. Je pa ta eksplozivnost in precej živčen šport. Zdaj, če to preneseva v poslovno življenje, kaj je zdaj? Je ta eksplozivnost pomembnejša za menedžerja kot pa kondicija? Dobro vprašanje, pa zelo težko odgovoriti na to vprašanje. Včasih se je treba zelo hitro odločati in mislim, da je to ena od boljših mojih lastnosti. Da se hitro odločam, da na nek način v poslovnem življenju. V privatnem se slabše odločam. Ne to, da se rezultati zlabijo, ampak da cincam več kot v profesionalnem življenju. Ne? Tako da, glede na to, da ste dali skozi zdaj oba prevladujoča sistema, samoupravnega socializma in kapitalizma, recimo, da temu tako rečemo, takrat je bilo malo moteče, da si ti imel v enem velikem sistemu delavski svet, kjer je tudi čistilka odločala o tem, ali bomo šli v investicijo milijonsko ali ne. Ja, zelo moteče. Jaz tistega nisem razumel, čeprav smo bili vsi v nekem smislu nadobudni in bili šolani in nekje verjeli v to, da je to nek sistem, ki lahko mogoče uspe, ampak v sami praksi, v izvajanju ni živel. V svetu je to fejst hromilo. Ja, tako kot ste rekel, čistilka odločala o tem, ali jaz kot direktor grem lahko na poslovno pot ali ne. To je skregano za vsako logiko. In na enem od sej sem jaz enkrat celo rekel, da jaz lahko opravljam njeno delo kadarkoli, ne. Ona pa verjetno ne more mojega. To se pravi, da je tudi bolje, da ne sodi o tem. Jaz sem imel prav ta primer. Ne. In to ni funkcioniralo in to v življenju. To je bila lepa ideja ali pa ideja, ki je na nek način. Ampak vas niso obsojali zaradi take izjave potem na koncu? Ne. Ne, je bilo malo bogokletno v tem času razmišljati v tej smeri. Ne. Potem, če bi bilo hudo, bi me poklicali na občinski komite na zagovor. Ne. Potem bi se moral verjetno tudi opravičiti, ne, gospe čistilki. Ampak z vsem spoštovanjem do dela čistilke, s tem nič slabega ne mislim, ampak mislim o tem, da pač to, kar je naš veliki pesnik rekel, le čevlje sodi naj kopitar. Mislim, da to mora biti tako. Ne. Dobro, zdaj podiva, kje ste v Ljubljani srednjo šolo potem končevali? Gimnazija Poljane, to je bila moja gimnazija, kasneje pa pol ekonomija tudi v Ljubljani. Ja, dobro, koga se od mentorjev ali pa najboljših profesorjev za študija spomnite kot svetilnik, recimo, ki vam nikoli v življenju ne bo
ostal? Ja, tukaj imam težavo, zato ker ne vem, kaj je bila resnična podoba mojih profesorjev na ekonomiji. V gimnaziji zdaj se ne bi spuščal, čeprav tudi seveda spoštujem, predvsem gimnazija Poljane je bila močna v jezikih. In tudi danes moje poznavanje jezikov je relativno dobro, kar nekaj jezikov govorim tekoče. Profesorji nemščine, angleščine, francoščine so bili zelo dobri na Poljanah. Vendar recimo bolj pomembno je vseeno na fakulteti, kaj ti dajo za tvojo kariero, za tvojo poslovno pot. In takrat so profesorji na ekonomiji bili precej indoktrinirani. Jaz zdaj ne vem, kaj je bilo za tisto masko, ki so jo kazali, ker so vseeno nam skušali vsiliti neko razmišljanje, ki je bilo v tisti smeri, kot ste rekel prej, samoupravni socializem, neko plansko gospodarstvo, vloga države mora biti močna, sicer trg ne deluje. Jaz se strinjam, da trg sam po sebi ne deluje in korektiv države je v nekaterih zadevah potreben. Vendar trg mora ustvariti tisto bogatstvo in dobro, da se ti lahko greš tudi socialo. Ne moreš si iti močne sociale, imeti socialno družbo, če nimaš močne ekonomije od zadaj. In vse mora biti usmerjeno v to, da se pogoji za dobro ekonomijo ustvarijo in seveda potem iz tega ven črpaš maksimum sociale, da lahko dostojno živi tudi tvoj sosed. Tam Bajt, Ribnikar, to so vendarle bili že malo revolucionarni. Bajt je bil, Bajt ni bil na moji fakulteti, Bajt je bil na pravni fakulteti. On je bil tako vodja inštituta ekonomskega na pravni fakulteti. Sicer pa, če smo že pri tem, je sigurno dr. Frančel ne bil zame tista ikona na ekonomiji, ki je bil tudi, to je bil tudi najtežji izpit takrat. Vendar še vedno je formalno bil, bom rekel, pripadnik neke sistemske šole. Ampak dobro, zdaj pa, če gledamo generacijo vašo, pa malo poznejše, ekonomistov, to so ljudje, ki danes v bistvu harajo po slovenskem gospodarstvu. Ja, kar nekaj jih je mojih sošolcev, ki so... Zdaj, ali bomo rekli, da so oni slabi in Bog nam pomagaj, ali pa da ta fakulteta vendarle ni tako slabih kadrov proizvajala? Ta fakulteta ni proizvedla slabe kadre. In tudi danes je kar nekaj, zdaj mogoče, da ne bi užalil, kje bi začel z imenom, ampak nekaj mojih sošolcev je na najbolj vidnih pozicijah v slovenski ekonomiji. Je pa res, da je, kot je meni poznano in malo mi je znano, danes je ta fakulteta bistveno boljša, kot je bila takrat. Je zelo sodobna, ima tudi uvrščena je med 100 najboljših fakultet v svetu. Kar je sicer za slovenske fakultete pretežka naloga. Pretežka naloga, ne. So se modernizirali, so se odprli v svet, sprejemajo moderne ekonomske teorije in znanosti in prakse in mislim, da je to tudi prav. Govorili ste o jezikih, pa zdaj je bila aktualna ta polemika, zato vas bom vprašal za mnenje, da bi vas pouk potekal v angleščini. To meni tudi ne bi bilo všeč, da bi vas pouk. Vendar, če imamo mi nekega tujega, eminentnega profesora, ki danes ne more biti jasno, da mladina govori angleško. Vsi, govorijo danes angleško. Nimaš kaj študirati ekonomije, če ne znaš angleško. Tako, in če pride predavati v angleščini, pusti ga naj predava v angleščini in so prevajalci že malo smešni. In tudi ta dialog, ki poteka in prakse v tujini so take, da je veliko dialoga med profesorjem in študenti, kar prej pri nas ni bil primer, ne moreš to s prevajalcem izvajati. Tudi če je simultano kvalitetno prevajanje, to ni isto. Ta kontakt, jaz mislim, da se ne bi smeli ozirati na to, ali je določeno število predavateljev, ali kakšen predavatelj, ali pa ne vem, 1% ur v tujem jeziku. Ampak šola pa vendarle naj bazira na slovenščini. Tako. Jaz se s tem strinjam. Ker že govoriva o jezikih, še eno vprašanje. Prej ste mi rekli, da vas naj s prekmurščino preveč ne gnjavi. Kako ste pa z madžarščino? Tudi ne bi me gnjavil. Boljši sem s prekmurščino, tako leko malo prekmurskega. Ni, magyarul még nem egyáltalán sem? Magyarul nem beszélek nagyon jó. No, to je zanimivo, ta dvojezična šola, ki je bila v Lendavi. Takrat še Drago Lugarič, ne? Ja, zdaj pa osnovna šola 1. A tako se imenuje. Meni in tudi mojim staršem to ni bilo všeč. Moj oče je Madžar po narodnosti, mati je Slovenka iz Goričkega, Zenkovec. No in pri nas je bilo pol-pol. Z mamo sem govoril slovensko, z očetom madžarsko. In v šoli smo imeli dvojezično poučevanje
mislim, da to ne pelje nikamor. Ne. Rezultat tega je bil, da otroci nismo znali ne eno, ne drugo dobro. Ne. In potem nadaljevanje šolanja, ne, tudi starši madžarskih otrok so se pritoževali takrat nad dvojezičnim šolstvom, zaradi tega, ker so ugotovili, da otroci kasneje, ko grejo na drugo stopnjo, tretjo stopnjo, seveda imajo tam manjko, so šibkejši v S tem, poznavanju. da eno prednost pa vendarle je, zlasti zdaj, ko je Evropa postala Evropa, Ja. da je mnogi pripadniki madžarske narodnosti ali pa tudi Slovenci, ki so to šolo končali, lahko grejo na Madžarsko zlahka kot poslovneži delati. Ne? Ja, se strinjam, ampak se bi zadostovalo nekaj ur na teden poučevanja v madžarščini. Mislim, da rezultat ne bi bil dosti No, ta drugačen. formula pač se je takrat pred 40 leti, Ja. 50 vpeljala in še funkcionira. To je bila tudi lepa politična taka gesta ali poteza in kar nekaj ljudi se je na ta način tudi, da tako rečem, hranilo. Ne? Ja, se še zmeraj. Dobro, koga imate še doma v Lendavi? V Lendavi žal imam samo še sestrično in njeno družino, tako da oba starša sta že pokojna. Imam nekaj prijateljev, seveda, ampak več zahajam na drugo stran, na Goričko, Mamina družina, ne? ki je mamina družina, ja, tam pa imam več živečih sorodnikov in zelo rad zahajam na Goričko. Saj Goričko je enako pokrajina kot vse druge, samo dosti lepša. Se strinjam. Zdaj pojdiva po koncu ekonomske fakultete, prva služba. Prva služba je bila v Iskri. Jaz sem dolgo leta bil v Iskri. Tam sem tudi neko dosti dobro kariero naredil, na kar je prišlo povabilo leta 87, da bi šel v Belgijo. Tam je bila proizvodnja Adria Mobila, današnjega Adria Mobila, proizvodnja avtodomov se je pričela, ko sem jaz prišel v Belgijo na mesto direktorja te družbe. Bilo je takrat 260 zaposlenih ljudi. Malo sem se celo tega bal, ne, te zapadne ekonomije, zapadne prakse in tega. Ampak je pa šola. Je pa šola, je bila izredna šola in sem zelo zadovoljen, da sem to šolo pač imel srečo to šolo dati Tam ste skozi. bili 3-4 leta, kako? Jaz sem bil 5 let. 5 let. Potem smo preselili proizvodnjo avtodomov v Novo mesto in to je danes zelo uspešna In vi pa firma. niste šli za proizvodnjo v Novo mesto? Ne, nekako mi je bilo razmišljanje o tem, da se vsak dan vozim, čeprav danes me praksa demantira, da se vsak dan vozim po tisti cesti smrti. To je bila cesta Iz Ljubljane v Novo iz Ljubljane v Novo mesto, takrat nemogoče. To so bile dan za dnem nesreče na tej cesti in nekako sem se odločil, da bom poiskal neke druge variante za moje službovanje. Ostal sem v Ljubljani nekaj let kot krizni menedžer. Sem delal na različnih pozicijah. To je neke vrste SP? Tako. Pač prideš, izstaviš račun, odiš. Izdajiš račun in greš, tako. Ja. Potem je In prišlo povabilo, Koga ste reševali? Križni menedžerji rešujejo. predvsem družbe iz skupine Iskre. Iskreno. Takrat se je Iskra precej tudi razmontirala, ne, po domače povedano, čeprav kar nekaj družb je dobila neka druga imena, lastništva in tako naprej. Danes je Iskra še vedno izredno močna. Če bi pogledali, kdo vse je danes, ki je včasih bil v skupini Iskra, to je še vedno bi bila največja firma v Sloveniji. A Če to, bi ko so danes ta mala sešteli. podjetja To so zdaj- Kolektor, Hidrija, Avtoelektrika, ogromno teh firm še vedno iz bivšega sistema Iskre je danes pod nekimi drugimi imeni in poslujejo Kaj izredno zdaj, dobro. mislite, da je dobro, da so to te male firme nastale, ali bi bil ta konglomerat firm boljši, močnejši? Jaz mislim, da bi bil močnejši, če bi to ostalo skupaj, vendar pod nekimi drugimi pogoji. V tistem času je Iskra Commerce imela nek monopol nad trgovinsko dejavnostjo, nad soprodajo in sonabavo za vse Iskrine firme. In tudi nekaj ponesrečenih potez takrat v Iskri je pripeljalo do tega, da je Iskra na nek način klecnila. Ne. Predvsem je to bila politična odločitev, da Iskra mora vzeti takrat Iskro Delto v svoj sistem. To je bila firma, ki je nastala iz elektrotehne, uvažali so računalnike in oni so povzročili ogromno izgube. Management te firme je bil izredno slab, izredno, bom rekel, trgovsko orientiran in brez neke prave industrijske vsebine in znanja.
in so potem Iskri ustvarili take izgube, Iskra Commerce je dala vse te garancije, da je Iskra morala prodati stolpnico, ne vem, če se spomnite tega. In potem je šlo samo nadol. Vse ostale družbe, ki so pa takrat bile vezane na Iskro Commerce kot edinega tistega, ki je imel moč za njih prodajati in nabavljati, so samo čakali na ta trenutek, da grejo iz sistema ven in da začnejo same za svojim rezultati razpolagati. Zdaj govorimo pravzaprav o tajkunskih zgodbah. Ljudje so poceni kupili te firme in danes delajo velike posle s tem. Dobre posle. Zdaj, ja, jaz tajkunstvo sicer ne jemljem čist vedno v nekem negativnem smislu. Možno, da tudi jaz ne, ampak Ja. In, da ljudje bolj razumejo. Ja, je pa res. Ta tranzicija ni bila možna brez, bom rekel, nekih, ali temu rečem, incidentov ali pa nekih slabših kozmetičnih orodij pa posegov. Nekaj, kar je bilo splošno družbeno naše, ni moglo jutri biti od, ne vem, vas, od mene ali kar tako, da bi bilo vse v redu. Ne gre, enostavno ne gre. Ta tranzicija... Najprej moraš upropastiti, da lahko potem poceni kupiš pa... Tako. In je dostikrat je to bilo tudi načrtno peljano v tej smeri, žal. Ampak tam, kjer je danes mogoče vse v redu, kjer se firma razvija, kjer je zaposlenost ostala ali pa se še povečala, bi rekel, da lahko na eno oko zamižiš pa rečeš, vse kaj pa je bila alternativa temu. Če pogledamo nekatere druge države, samo v okolici, na Hrvaškem, na Madžarskem, na Češkem je mnogo bolj brutalno ta tajkunizacija se dogajala. In mnogo večje, bom rekel, krivičnosti ali pa nepravilnosti so se tam odvile kot v Sloveniji. In to bo seveda imelo še svoje posledice, tega danes še ni čisto čutiti. Vsako kosilo se enkrat plača, ne? Enkrat se plača, tako. Slovenija je šla vse, ta geneza v tranziciji je bila vseeno bolj, bom rekel, ali temu rečemo normalna ali pa manj... Mehkejša, ja, tako, boljši izraz. Tako, Tibor Šimonka, v prvo polovico pogovora sva opravila, ne da bi jo opazili, imava kratek premor. Skupaj do najboljše izbire. Preverite ugodno ponudbo gotovinskih in stanovanjskih kreditov nove KBM. Obiščite nas v najbližji bančni poslovalnici ali enoti Pošte Slovenije in skupaj bomo izbrali vam prilagojeno rešitev. Nova KBM. Za uspeh potrebujem 3 srca. Eno sem jaz, drugo ekipa, tretje ste vi, dragi navijači. Radenska, 3 srca. Mediteranc je za vse letne čase. Mediteranski piščanec Natur Premium tudi na temačen dan v vaš dom prikliče morje in sonce. Perutnina Ptuj. Prvi v reji, prvi v okusu. Tako, iz tega kriznega menedžmenta se Tibor Šimonka potem najde v slovenski industriji jekla. Kako pride do te odločitve, da sprejmete to funkcijo, izziv? No, to je bilo zelo zanimivo. Leta 1999 se je to zgodilo. Na povabilo ali pa na predlog še nedavno visokega funkcionarja Metoda Dragonje, takrat v tistem času je bil minister, sem pristal, da za obdobje 6 mesecev... A tudi takrat je bil minister? Takrat je bil minister. Gospodarski, ne? Tudi gospodarski minister. Takrat sem pristal, da bi za 6 mesecev prevzel funkcijo člana uprave za finance in ekonomiko. Kot je bilo meni poznano, so bile železarne za mene neka črna, umazana industrija, neperspektivna, ki jo država preveč podpira. In s takim poslanstvom sem se jaz tega tudi na nek način
potem lotil in dogovoril samo za 6-mesečni staž tam, dokler ne najdejo nekoga primernega. Ker moj predhodnik takrat je zapustil takrat še Slovenske železarne, kasneje je to postala Slovenske železarne, torej Koroška in Jesenice. In Jesenice, tako, ta dva bazena. No in potem so rabili nekoga za to funkcijo. Jaz sem ostal 14 let na mesto 6 mesecev. Mene je začela zadeva zelo zanimati. Videl sem, da je potencial, da je znanje veliko v teh družbah in na Jesenicah in na Ravnah. Država je res, da v preteklih letih sanirala vse socialne transferje, ni pa nič investirala. In takrat, hvala Bogu, sem imel ekipo sodelavcev, ki je razumela, da brez vlaganja v razvoj ne bo razvoja. In mi smo začeli intenzivirati ta vlaganja, konsolidirali smo finančno skupino. Po nekaj letih te sanacije smo leta 2004 bliže prvič brez izgube. 2005, 2006, 2007 smo imeli že lepe dobičke, tako da res smo ta voz iz blata povlekli ven in danes so to izredno sodobne, učinkovite, poslovno uspešne firme. Cela skupina Slovenska industrija jekla je up to date svetovno gledano. Kje je logika, da smo potem to prodali Rusom? Takrat je bila taka odločitev vlade, je bila pač taka, moram tudi reči, da nekih velikih simpatij strani vlade nikoli nismo bili deležni. Verjetno zaradi tega imidža iz preteklosti, da je to nekaj, kar je zgubaško, kar ne prinaša. To, kako ste vi razmišljali, da je to železo. Tako, in to je imelo verjetno svojo posledico v razmišljanjih ali pa v odnosu tudi vlade. Nikoli se nobene vlade niso tudi kaj dosti vtikale. Bile so vesele, da ne nosimo problemov, da ne odpuščamo. Mi smo pač svoje naredili. No, in takrat se je praktično privatizacija oziroma prodaja je potekala od leta 1999, realizirana je bila pa 2007. To so bile 3 neuspešne privatizacije pred tem. To je bilo 100% lastništvo države. Takrat bi verjetno tudi dosti slabše ceno dosegli. 2099, absolutno, jaz mislim, da je, če je bilo v takem stanju. Tako, prvič je bila cena, jaz bom temu rekel, ni bila briljantna, vendar je bila korektna. Kar je pa bistveno bolj pomembno in mislim, da se danes premalo pozornosti posveča pri primerih ali pa projektih prodaje državnega premoženja, je to, kaj dogovoriš z kupcem. Mi smo takrat dogovorili... Razen denarja. Tako, bistveno bolj pomembno od cene za firmo so vlaganja v bodoče, odnos novega lastnika do te družbe. In mi smo zabetonirali ta vlaganja za obdobje 5 let naprej. Se novi lastnik mora obvezati, da bo vložil toliko in toliko denarja vsako leto. Če se danes ozrem nazaj, je bilo to preko 500 milijonov, ki so jih novi lastniki v slovenski industriji evrov vložili. Mi smo naprej tudi definirali, kateri so ti strateški projekti, mi smo imeli svojo strategijo in oni so se morali zavezati. Tudi finančno garancijo. Preden so lahko kupili. Preden so lahko kupili. In jaz mislim, da je vsaj ne poznam boljšega primera ali pa projekta prodaje državnega premoženja, kot je bil ta. Tibor, pa vi niste bili potem za Ruse moteči faktor, ko so prevzeli slovensko industrijo jekla, da bi vas zamenjali. Ostali ste ne samo te 5 let, še več in potem ste prišli na skriž. Ostal sem do leta 2014, od 2007. 7 let so me gledali, ali pa jaz njih. Ne, bili smo dobri, smo se kar lepo razumeli. Normalno je, da po tolikih letih tudi meni je na nek način bilo že prav, da menjam svoje področje dela, čeprav bi še ostal, ampak nekako smo začutili, da je trenutek, da se razidemo. Uradna razlaga vaša je, ne odhajam zaradi slabih rezultatov, odhajam zato, ker smo prišli z lastniki navzkriž z idejami. Niti ni bilo, tako, gledanje na prihodnost je bilo malo drugačno. In kje je zdaj razlika med vašim konceptom pa njihovim? Moj koncept je mogoče bil toliko bolj usmerjen v to, da ostati strogo na svojem programu, jedrnem programu,
vlagati Jeklo. v jeklo, v obdelavo, v višje stopnje obdelave jekla, to, kar smo tudi uspešno tudi naredili. Mi smo spremenili precej filozofijo, ki je bila včasih proizvajati tone. Ne. Naša filozofija, tako, pa cena je bila bolj pomembna kot pa tako, raje manj količine in više stopnje obdelave jekla. Slovenska industrija jekla danes proizvaja vrhunska jekla. Ne. To so najbolj sodobna jekla, tudi tehnologija je najbolj sodobna, tako da to je prava usmeritev. Nikoli mi nismo bili in ne bi mogli biti neki igralci na evropskem ali pa svetovnem prostoru. Naša šansa je res samo, bom rekel, biti slasičar v tem jeklarstvu. Butik, tako. Ne? In veliko znanja, veliko dobre tehnologije, to je edina šansa. Nasplošno tudi velja za slovensko gospodarstvo. Ne? Tudi za druge panoge. Ti isti ruski lastniki so kupili Perutnino Ptuj. Tako je. To je spadalo že v tisto, kar vam ni bilo všeč? V začetku mi ni bilo všeč, zato ker nisem verjel, da je to pametno v tem smislu, ker ti metalurgija in poznavanje metalurgije je čisto nekaj drugega kot bom rekel, perutninska dejavnost ali pa živila ali pa hrana kot taka, kot panoga. Vendar potem, ko sem malo podrobneje... Potem, ko ste odstopili kot predsednik uprave, ste pa postali nadzornik Romana Glazerja. Nadzornik pravzaprav ne, ampak pooblaščen z bank upnic. Pooblaščenec bank? Ja, da tako rečemo policaj. Drug izraz. Ja, drug izraz, ja, tako. Perutnina je zašla v finančne težave zaradi nekaterih svojih projektov, ki so bili bolj v smislu ohranjati neko lastniško strukturo, ki je bila takrat povšeč, bom rekel, poslovodstvu firme in zato, da so se sklenila neka prijateljstva in navzkrižna lastništva, naprimer z Merkurjem, z Laščani, z Probanko in tako naprej. Kako naštevate, to je vse minus do minusa te firme zdaj. Ja, in finančno se je izčrpala. Sesulo in banke seveda niso bile več pripravljene zaupati, niso zaupale poslovodstvu in so iskale nekoga, ki bi bil kot nek pooblaščenec njihov, da bi nadziral in izvajal vsaj tisto minimalno, kar so dogovorili. To pomeni, je to ta, da sopodpisuješ nove posle? Ja, nekaterih poslov niso smeli skleniti brez mojega podpisa. Tako, ja, formalno sicer nisem bil v njihovi strukturi, upravi, vendar za nekatere stvari sem moral dati svoje glasje. No in potem v tem obdobju je povsem slučajno v nekem srečanju z bivšim lastnikom, ko sva sklenila, da je nek čas minil, da bi bilo pametno, da se spet vidiva, kaj pogovoriva, ker on je tudi takrat, ko sva se razšla, je rekel, midva se bova prej spet srečala. Bivši lastnik slovenske industrije je sedanji pravzaprav. Tako, sedanji tudi, ja. Vaš bivši lastnik. Tako, me je povabil na kosilo, jaz sem se z veseljem udeležil tega kosila in beseda je nanesla, kje sem, kaj počnem in tako naprej. In tako je padla ta ideja. On je enostavno razmišljal v tej smeri, da bi bilo fajn, da razprši svoje vlaganja, kajti v metalurgiji se dostikrat dogaja, da so zelo velika nihanja, oscilacije glede na trg, tako svetovni trg. In nam se recimo v letu 2008, ker je bila ta kriza v jeseni septembra, nam je 2009 za 50% padla proizvodnja in prodaja. In iz velikega dobička 2007 smo padli v veliko izgubo 2008. In pa se je nekaj časa zadeva pobirala. Tako da oscilacije v prehranski panogi so bistveno nižje, so tudi nihanje. Je kakšno leto, kjer so tako, sproti se kasira in nekako nivo potrošnje je več ali manj konstanten in to njemu všeč in je rekel, da bi si želel tudi imeti eno naložbo tako, kot je. Želi se tudi čez čas stalno naseliti v Sloveniji, zelo rad ima Slovenijo, zelo spoštuje nivo znanja ljudi, zelo spoštuje, da so naši zaposleni marljivi, pripadni in to mu je všeč. In to tudi jaz iskreno verjamem in čeprav bi tako bo rekel po profesiji takrat, ko to idejo dal na mizo, mi ni bilo všeč, ker se mi je zdelo, da metalurški posegi malo bolj grobi, malo drugačni v eni taki
občutljivi panogi, kot je prehrana, ne bodo dobri. Ne? Vendar on je rekel takrat na moje neko skepso, je rekel, sej menedžiranje je povsod enako. Kar je sicer nekaj res, vendar za dobro menedžiranje je tudi fajn ali imeti zelo dobre strokovnjake ob sebi, ne? Ali pa biti tudi... Kar pade v oči, Tibor Šimonka, je, da je uprava zelo obsežna v Perutnini Ptuj. Ja. Bojim se, nisem tam gledal strukture v slovenski industriji jekla, Ja. ampak glede na kapital in tako naprej, večja, bistveno večja, kot je bila tam. Ogromno ljudi je, tudi Roman Glazar je nekje v eni strukturi še. Ne, ni ga več. Ni ga več. Od maja ne več. Aha. Bilo je eno prehodno obdobje, se strinjam z vami, bilo je eno prehodno obdobje, ampak to je stvar dogovora, ki je bil sklenjen med, bom rekel, lastniki novimi in med bivšo upravo, da je neko prehodno obdobje. To prehodno obdobje je minilo. Potem so nastali tudi nekateri novi momenti še, ki so potrebovali mogoče, da je to prehodno obdobje bilo krajše kot sicer in danes je čista slika. Imamo 2 člana uprave in nekaj izvršnih direktorjev in to je to. A to je, zdaj se je to spucalo. Spucalo se je, ja. Bi človek rekel. Dobro, in prej ste opisali stanje, zaradi katerega so bili potrebni ukrepi, pa kontrola bančna in tako naprej. Ja. Kakšno stanje lahko vi zdaj bankirjem predstavite v Perutnini Ptuj danes? Perutnina Ptuj je danes daleko nadpovprečno finančno stabilna družba, kajti novi lastniki so dokapitalizirali družbo. To se pravi, oni so najprej dali finančno injekcijo, s katerim se je prepolovila zadolženost Perutnine Ptuj. In to je danes finančno neko perfektna družba, močna, stabilna. Mi imamo velik potencial, da se lahko zadolžimo za razvoj, za nova vlaganja. In to je tisti moment, ki je bil ključen tudi, da sem jaz potem na nek način ponovno povabilo lastnikov sprejel, da se vsak dan vozim na Ptuj, da tako temu rečem. Kaj pomeni ta nov položaj Perutnine Ptuj za zaposlene? Zaposleni so dobili neko stabilnost, neko varnost. So v tem času kaj zmanjševali število zaposlenih? Nismo nič zmanjševali, mi imamo danes 100 ljudi zaposlenih več, kot smo takrat, ko je Koliko bila vas je vse firma. skupaj? Približno? V skupini 3600. Ogromno, ja. Vendar v to številko je všteta tudi proizvodnja, ki jo imamo na Hrvaškem, v Bosni in v Srbiji. Nekje 60% je na slovenskih družbah, 40% pa na teh hčerinskih družbah v regiji, ne, bivši Jugoslaviji, da tako rečem. In zaposleni vedo, da jim ni treba trepetati za tem, ali bo jutri plača ali ne bo, ali da bi neke banke neko izvajale neko samovoljo s tem, da bi ustavile financiranje. Danes smo v situaciji, da banke želijo priti k nam, se ponujajo in to je dobro. Pred 1. novembrom me je zbodlo v oči v soboški prodajalni, da so jim pripeljali sem eno večjo količino sveč, ki so jih morali prodajati. To ni poslovna strategija Perutnine, to ni povezano z nobeno tako direktivo ali pa čim podobnim. To je verjetno samostojna odločitev poslovodje te maloprodaje. Maloprodaja je ena specifična dejavnost, ki je v Perutnini, ampak mi bomo morali dati neko novo vsebino. Ali se greš zelo specializirano prodajo v omejenem obsegu na dobrih lokacijah, ali dodaš novo vsebino, ki je lahko komplementarna tej vsebini, ki jo ti imaš, ali se pa tega ne greš. In mi imamo zdaj v naši skupini od 270 prodajaln, te maloprodaje, imamo vsega. Imamo do odličnih prodajaln, do srednje dobrih in do zelo slabih prodajaln. In to je nekaj, kar bomo morali v bodoče temeljito prenoviti in dati drugačno vsebino. Ena zanimiva, glede na današnje rezultate ameriških volitev, moramo zmeraj bolj upoštevati pogrošne medije, rumeni tisk. V rumenem tisku so napisali, da v hladilniku Tiborja Šimonke ni perutničk, glede na to, da je žena veganka, morate tudi vi doma biti vegan. Zunaj pa svobodno. Ja, jaz temu pravim, doma jem zdravo, zunaj pa dobro. Ampak res je, ja, nimamo doma. Jaz pač spoštujem nekje ta dogovor z mojo soprogo, da
ne mara, da je diši, ne. No, Niti ampak diši ta po stavek, Prekmurju, tudi ne, ta po sestavek, svinjini ali doma pa. jem zdravo, zunaj pa dobro. Jaz domnevam, da vi upate, da vaša žena ne bo gledala tega pogovora. Moja žena se tega zaveda in tudi ve to in se tudi pošali Ja, na ta definicija račun. ni glih simpatična za nekoga, ki prisega na zdravo in veganstvo. Tako je. No, saj jaz moram reči, da pojem tudi sicer manj mesa, kot sem ga 20 let nazaj. Pa ne zaradi tega, da bi razmišljal v tej smeri, ampak namreč perutninsko meso je tudi izredno, bom rekel, lažje, ne. Tudi globalno v svetu poraba potrošnja perutninskega mesa raste 3 do 4% letno in perutnina pridobiva bistveno bolj kot rdeče meso zgublja, perutnina pa pridobiva. Ne. Nekaj mi zdaj povete, nekoč smo gledali filme o ameriški proizvodnji piščancev, Ja. ki so grozljivi, prav kot grozljivka se je gledalo ta Nabitost. ogromna masa, nabitost piščancev, potem pa, da pravzaprav vso meso, ki ne gre na trg, se zmelje in se da kot hrana tem istim kuram. No, v Ameriki ne bom komentiral Amerike. Amerika je specifična. Hotel sem vas ravno to ja. vprašati. Ali je ta proizvodnja pri nas bolj normalna, humana, kako bi rekel, etična? Je vse bolj in zahteve so vse bolj in trendi gredo v Evropi v to smer. Tudi v Evropi vse posod še tega ni. Pri nas absolutno je. Mi ne uporabljamo ne hormonov, ne antibiotikov in nobenih surovin, ki imajo živalski izvor. Naša prehrana je absolutno čista in najbolj kakovostna, kar je možno. To pomeni tudi, da je v strukturi prehrane prava kombinacija beljakovin in ostalih žitaric in vsega drugega in vitaminov in mineralov, ki tudi pri vzreji piščancev ne peljejo do tega, kot naprimer, kot ste že omenili, Amerika, ne, da nabijajo težo, potem se jim lomijo noge in tako naprej. To je en od faktorjev. Zato, da bi čim hitreje dosegli maksimalno Tudi težo. kanibalizma je ogromno tam. Tudi tega, ne. Tudi pri nas zelo pazimo na to, to je ena stvar. Druga stvar je, število piščancev na kvadratmeter je pri nas bistveno nižje kot sicer. Mi pa zdaj gremo še v novo linijo, cirka 200% vzreje piščancev je tako imenovane živalim prijazne vzreje. Naši kooperanti so bili v dogovoru z nami prisiljeni, ali pa dogovorili smo se, da naredijo izpuste, tako da imajo piščanci bistveno več prostora, grejo na prosto, so na zraku. Potem tudi znotraj zaprtega prostora so posebne grede, da lahko na te grede skačejo, se gibljejo in tudi meso, struktura tega mesa je drugačna. To že mi opažamo in to je trend, ki bo čez 10 let verjetno in upam tudi zakon v Evropi, da enostavno ne boš smel proizvajati. Tudi število piščancev na kvadratni meter je omejeno. Tako da to je nekaj, kar je ta trenutek mi smo prvi začeli v celej tej jugovzhodni regiji s to vzrejo. Želimo pridobiti čim več, tudi nimajo tega. Ne, še nimajo nikjer. Mi smo v Sloveniji prvi. V Evropi sta samo še 2, ki to počneta in to je zdaj ta višji standard vzreje, živalim bolj prijazen. Mi celo zdaj že razmišljamo o eni tretji liniji in o novi liniji, ki je pa še bolj, to je tako imenovan slow growing chicken, kjer se bistveno podaljšuje obdobje vzreje in kjer je tudi prehrana gre v tej smeri, da je In na koncu bomo prišli nazaj na tisto, da bodo tisti na dvorišču piščanci najboljši. Ja. Tam seveda to je spet povezano s standardom. Ne. Ta vzreja je dražja. Ne. Tudi kooperanti niso najbolj srečni, zaradi tega, ker se zmanjšuje število turnusa na leto, ki ga oni lahko pač vzredijo in prodajo. Ko ste rekli število zaposlenih, ste kooperante šteli zraven? Ne. Oni so izven tega. Izven tega. Mi imamo v Sloveniji 250 kooperantov. Zdaj pa če šteješ enega ali 2 v družini, ki se s tem ukvarjata, pa vsaj enega je to še dodatno, lahko rečemo 250 ljudi. Ja, ne. Potem imamo kooperante na Hrvaškem, Bosni. Živijo dobro od proizvodnje za vas? Zdaj, če bi samo bili kooperanti in počeli samo to,
težko komentiram. Vendar, ker vem, da velika večina njih ima še druge dejavnosti na kmetiji, je to zelo, zelo donosna zadeva in mislim, da je ob tem, ko mi garantiramo, sploh pa v tej višjem standardu vzreje piščancev, mi garantiramo 10-letni odjem. Mislim, da je to zelo, zelo zanimiva stvar in upam, da se bo v prihodnje čim več kooperantov odločalo, da postanejo naši partnerji. Še ena privatna zgodba, Timur Šimunka za konec. Dva mala otroka imate, pa se vozite iz Ljubljane na Ptuj v službo, ki ni enostavna, ki zahteva celega človeka in tudi cel dan. Vas ne pogreša familija? Me pogrešajo, tudi jaz pogrešam njih, ampak enkrat, ko si v tem, pač si v tem. Ne moreš biti polovičarski. Tudi ko sem se pogovarjal z našimi lastniki, ali sprejmem to funkcijo ali ne, nisem bil navdušen, nisem želel in sem omenil, da mi je to največja ovira. Jaz sem praktično vsak dan 3 ure v avtu. In zjutraj še nekako gre proti večeru, ko si relativno utrujen in se usedeš v avto na cesto, ki ni najbolj enostavna, je nekaj nevarnosti, je nekaj kritičnih momentov lahko. Ampak tega ne bom počel zelo dolgo. No in takrat, ko sem se pogovarjal o tem, so pač lastniki rekli, sej vsak dan ni treba, da greš, ne. Vendar jaz vem, da je treba vsak dan biti. Tako imen frajer, direktor na neko distanco, pač to ni moj stil. Še eno vprašanje. Zelo veseli so bili novinarji, ko so lahko objavljali, da je Tibor Šimunka najbolje plačani menedžer v Sloveniji, da ima bistveno boljšo plačo od predsednika vlade in tako naprej. To je bilo še v slovenski industriji jekla, zdaj ne vem. Kako je s tem? Ja, jaz mislim, da je problem tem, da ima predsednik vlade prenizko plačo, ne. In to, da se hvali predsednik države ali pa vlade prejše, ne. Da ne more preživeti. Da ne more, ne, to je spet pa drug vredno nekega spet tretjega komentarja. Ampak plače zelo relativna stvar, ne. Prvič, moje plače natanko tudi mediji niso mogli takrat vedeti, sklepali so pač iz neke ja, 200 bile pa skupaj milijon evrov. Ja, ampak to ni bila plača za dva, ampak so bili še izvršni direktorji zraven. Tako da iz tega so sklepali. Sigurno pa je to stvar, ki je, bom rekel, stvar tistega, ki te plača, ki te najame in da odloča o tem in to je njegova suverena. Če si mu toliko vreden, potem si toliko zaslužiš. Če pa ne, se pa poslovite. Ne? Tako. Tibor Šimunka, hvala lepa za ta pogovor in vse dobro. Hvala tudi vam.